jaz mislim, da predvsem v tem, da gre od ekranov proč, pusti vse te slabe novice in gre v naravo, na vrt, kamorkoli, ker bo dosti več dobil pozitivnega in mu bo tudi pomagalo. Jaz pa v glavnem dosti grem ven, raziskujem dosti, tako da obiskujem tudi dobre točke, objamem kakšno drevo, grem k izviru zdravilne vode. Vse to me polni, mi nekaj daje. Tako da, ali pa tudi kakšno gredico skopljem na vrtu, tako da je človek v naravi in da se s tem poveže. Telo rabi vodo, čisto vodo, brez barvil, brez vsega. Rabi tudi organizme, ki so v vodi in tudi energija, ki je v vodi. Vse to nam narava da. In dosti takih izvirov, ki nam lahko dajo še nekaj več, se pravi, da so energijsko bogati, se pravi, da se ta voda, ko pronica skozi plasti zemlje, obogati z pozitivno energijo in to prinese na izviru ven. Ko mi to popijemo, potem tudi dobimo v telo to energijo, se pravi, da dobimo tudi moč, da lahko nekaj naredimo, se pravi v smislu dobrega počutja ali pa recimo zdravljenja, če recimo smo v neki bolezni ali kakorkoli. Naši predniki so to dosti dobro vedeli, skozi izkušnje so vedeli, katera voda je dobra, katera voda pa tudi ni dobra. Nekatere vode so take, da pravijo, če jih piješ, rataš zaspan po njih. Te dobre vode te pa nekako zbudijo, rataš bolj živ, bolj svež, močan. Konec koncev Slovenija je izredno bogata z vodnimi izviri, ima tega veliko in praktično ima vsak možnost, da gre v naravo. Že to, da gre v naravo, da gre do izvira, je že dosta. Če si pa še zajame dobro vodo, pa prinese domov, mu ni treba piti recimo popravljene, klorirane vode, ki telesu ne naredi nič kaj dosti dobrega. Nima smisla še bolj kvariti, komaj smo se izborili to, da imamo pravico do vode, da je vpisano v ustavo. S tem pa, ko mi damo možnost nekomu, da bo tam ob vodi gradil nek objekt, običajno bo pač si dobil neko lokacijo, kjer je tudi dober izvir, enostavno bo tisti izvir njegov. Investiral bo pa lahko tujec in mi ne bomo več lastniki. No, vsak dan lahko naredimo že to, da ko vidimo smeti, da jih poberemo, da imamo en dober odnos, da ne, onesnažujemo z kemijo, z umetnimi stvarmi, z zdravili, z vsem naravo, kar zdaj recimo spuščamo v naravo. To vsekakor za naravo ni dobro. V bistvu živimo zdaj v takih čudnih cajtih, ki smo bombardirani z informacijami takimi in takimi. Ampak skratka, to življenje v strahu, v informacijah, da boš zbolel, to vsekakor, če nič druga, ni dobro. In mislim, da moramo dosti narediti na tem, da gradimo imunski sistem, kakor sem prej poudaril, da gremo v naravo, živimo od nje. In to nam daje odpornost. Te bakterije, vse to je že pred stoletji ali pa tisočletji že bilo in tudi zdaj je. In vsak naj živi po svoji logiki, po svoji pameti.